Mariborsko veliko kavarno so v teh dneh znova zasedli meščani. A to ne katerikoli, temveč zanimivi gospodje in gospe, ki predstavljajo duh meščanstva prve polovice prejšnjega stoletja. Meščani danes so prebivalci mesta, včasih pa temu ni bilo tako. Na razstavi lahko vidite tudi predstavnike, ki so prihajali iz vasi, iz manjših trgov, pa so kljub temu bili meščani. Meščan se je namreč od drugih družbenih razredov ločil po izobrazbi, po vplivu, naj bo to gospodarski vpliv, politični vpliv ali kulturni vpliv, če že hočete. Potem se je ločil po svoji bivalni kulturi, načinu življenja, načinu razmišljanja in še čem. Na razstavi tako spoznamo utrinke iz življenja 24 meščanskih družin iz Maribora, Ptuja, Lenarta, Celja in Brežic. Nekoč je imela meščanska družina svojo idealno podobo in sicer je moški delal in je skrbel za svojo družino, torej finančno skrbel za svojo družino, medtem ko je imela žena svojo določeno vlogo in sicer je bila doma, je skrbela za hišo, je skrbela za otroke in na koncu koncev tudi za moža. Otroci so pa bili po možnosti pridni, ubogljivi, poslušni otroci, ki so bili v ponos in veselje svojim staršem. Eno zanimivejših mariborskih meščanskih družin so predstavljali Šerbaumi, lastniki mlina in pekarne, pa tudi veliki ljubitelji izumov moderne dobe. Leta 1883 Karl Šerbaum v svojem mlinu prižge prvih 36 žarnic, samo 4 leta po tistem, ko Edison izume električno žarnico. Šerbaumi so zgradili vilo, v kateri danes domuje Muzej narodne osvoboditve. Za svoj dom pa so izbrali veličasten beli dvorec v samem centru mesta, ki ga poznamo kot sedež mestne hranilnice. Morda so znani večjemu številu Mariborčanov tudi po dejstvu, da so imeli za hišnega ljubljenčka opico. Prav zaradi tega tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor kot svojo maskoto za otroške programe ima opico Tinco. Čeprav so na Štajerskem večino pomembnih položajev zasedali Nemci, pa prav v obdobju med obema vojnama zasledimo vedno več vplivnih slovenskih meščanskih družin. Ena izmed njih je bila družina politika in odvetnika Josipa Leskovarja, ki je bil v 30 letih prejšnjega stoletja tudi zelo aktiven in uspešen župan Maribora. V obdobju njegovega županovanja je prišlo do razcveta stanovanjske zgradbe in pa reguliral je mariborske ceste in svojim delovanjem, tako političnim kot druge vrste delovanja, je pustil pomemben pečat na naši zgodovini. Kasneje je bil tudi predsednik oblastne skupščine, torej tudi po obdobju svojega županovanja ostane zelo aktiven v politiki in pa še tam v obdobju pred drugo svetovno vojno si zelo prizadeva za slovensko avtonomijo. Kot je že v navadi, pa ga je nova oblast po vojni razrešila vseh vplivnih položajev, njegovo ime in dosežki pa so hitro utonili v pozabo. Prav pri njem smo se namreč soočili s težavo pomanjkanja fotografskega gradiva in pa muzeali, torej predmetov, ki bi pripadali njemu. Kljub temu smo ga želeli izpostaviti, smo ga želeli predstaviti našim obiskovalcem. No in njegova vnukinja je pred kakšnim tednom obiskala razstavo in ko je videla, da nam te fotografije manjkajo, torej družinske fotografije, poudarek te razstave je prav gotovo na družinskem življenju teh ljudi, na njihovem privatnem življenju, je Mariboru, na koncu koncev Mariboru in pa našemu muzeju podarila družinske fotografije Josipa Leskovarja. Sicer pa razstava skriva še kup zanimivih meščanskih zgodb. Če vas zanima, katerega ubogega gospoda je morala bodoča žena odkupiti od nemoralne mlade zaročenke, ali pri komu ste med obema vojnama lahko dostojanstveno kupovali žensko spodnje perilo in higienske pripomočke, obiščite veliko kavarno, kjer vas nekdanji meščani pričakujejo vse do konca februarja.